Enkrat sem edina plankal. Ja, ne vem, jaz sem nazadnje tako, lansko leto. Verjetno se planka, ni pa veliko, da se prav dobi ljudi. Čeprav 8. maja na osnovni šoli Nove Fužine ne prepisujejo oziroma ne plonkajo, sploh pa ne pri učiteljici kemije, dobro poznajo najučinkovitejše oblike te dejavnosti. Eni si dajo v rokav, drugi si dajo v spodnjice. Da daš tukaj na roko si listek in če učitelj pride, daš sam tako skupaj roke pod mizo. Da pod copat si nalepaš ta velik listek, ja, da si pod majico prilepaš tukaj. Ja, da si daš, ne vem, naprimer tako v zapestje. Da se na bombico, če je prazna, napiše s flomastrom in potem, da se delaš, da menjaš bombico in si pogledaš. Plonkec, se pravi skrivni listek s povzetkom snovi, mora biti čim učinkovitejši. Z malo besedami opisan, pa da je barvno, da čim lažje razločiš, a ne? Pomembno je tudi, da je čim manjši, saj naj ga učitelj ne bi opazil. Da začnejo pogledovati po razredu in da morda tudi roke niso gor na mizi, ampak kdaj v kakšnem žepu, kje se pa opazi tudi malce po izrazu učencev, tako da dobijo en tak poseben izraz na obrazu in se v bistvu opazi, da se nekaj dogaja. No. Ne le plonkanje, tudi priprava plonkcev je pot do boljših ocen. Poleg tega, da je zabavno delanje listkov in potem tudi razmišljanje, kako jih skriti, se zapomni iz tega, ker je kot nekakšen način učenja. Da nam pol mogoče tudi dlje časa v spominu ostane, kar smo naplonkali. Večji del snovi spraviti na zelo majhen listek v bistvu terja kar nek čas in na študiranje tiste snovi. Morda bi bilo kdaj dobrodošlo, če bi bil kakšen plonk listek več. Ker pa je nedovoljeno prepisovanje oziroma plonkanje tvegano, se vseeno poskušajte učiti sproti. Lahko tudi s pisanjem listkov, na katere s čim manj besedami napišete čim več snovi.